Lep pozdrav vsem, dobrodošli naši gostje. Današnji večer prinaša pač eno tako, težko rečeš zgodbo, težko rečeš zanimivost, ne, ker v bistvu gre za eno kompleksno zadevo, ki se je dogajala tam čisto blizu pri nas in jaz sem vesela, da smo nekako prišli do tega podatka, do tega odkritja, kajti naš muzej si prizadeva, da bi v nekem času, upamo čim krajšem, še več izvedeli o gradu, ne samo o gradu kot baročnem spomeniku, kjer pač je nastala ta lepa dvorana in je že leta 1949 tudi se razvijal muzej, ampak v življenju gradu in seveda celotne skupnosti v različnih obdobjih. Tako da, ko je prišla ta pobuda, oziroma ko smo zvedli za to odkritje in pa seveda potem tudi za knjigo, smo se pač lepo z veseljem odzvali tej ponudbi ali pa tej skupni ideji, da je predstavitev te knjige tudi pri nas. Juni je pač tak čas, ampak verjamem, da je pravi čas in zato vabim kolegico Mihaelo Kovačič, našo zgodovinarko, da v bistvu ona pa predstavi naše goste in tudi pove, zakaj smo se zbrali. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, gosta in pa dragi obiskovalci. Decembra leta 1949 je v Brežiškem gradu potekalo sojenje 7 mladim ljudem, ki so bili obtoženi in tudi posojeni poskusa rušitve takratne oblasti. Organizacija, kateri člani so bili, se imenovala Matjaževa vojska. Med njimi je bil tudi Jožef Košir, kasneje pa je bila obsojena tudi njegova žena. Zgodbo, ki se je širila skozi desetletja, zgodbo Koširjevih nam bo nocoj predstavila avtorica monografije Koširjevi in Matjaževa vojska, dr. Mateja Čokohladnik in Jožef Košir, sin Jožefa in Marija Košir. Naj na kratko predstavim. Jožef Košir je bil rojen leta 57 v Celju, po izobrazbi je diplomirani ekonomist in je upokojeni major Slovenske vojske. Bil je aktivni udeleženec v pripravah v vojni za samostojno Slovenijo, sodeloval je v manevrski strukturi narodne zaščite in potem v sami vojni. Njegov hobi je glasba, preljubljeni inštrument sobotnih vokala, z različnimi glasbenimi skupinami je tudi sodeloval na mnogih festivalih doma in v tujini. Je tudi športni strelec, zbiratelj in avtor več prispevkov v zborniki po vojaški tematiki. Avtorica monografije, ki jo vse predstavljamo, doktorica Mateja Čokohladnik, zgodovinarka, naša delavka v študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani. Njeno glavno raziskovalno področje je politična in pravna zgodovina med drugo svetovno vojno in v desetletju po njej v Sloveniji. Je avtorica 4 znanstvenih monografij in več izvirnih znanstvenih člankov. Raziskuje v domačih in tujih arhivih, v Washingtonu, Londonu, na Dunaju, Gradcu in Beogradu. Sodelovala je tudi na več znanstvenih srečanjih doma in v tujini. Lepo, da je vami besed in nadaljevanje. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Študijskega centra za narodno spravo v mojem imenu. Moram reči hvala Posavskemu muzeju, da nam je omogočil ta dogodek. Redko se namreč zgodi, da imamo takšno priložnost, da se zberemo na enem takem mestu, kjer se je zgodila ena taka zadeva, kot je bil pač ta sodni proces proti članom sevniške organizacije Matjaževe vojske. Nekako so si današnjo predstavitev zamislila tako, da bi uvodno predstavila en zgodovinski okvir, kaj to sploh Matjaževa vojska je bila, kako je potekal proces. Gospod Košir bo potem v bistvu predstavil očetovo zgodbo, namreč njegov oče je tam v 80 letih napisal spomine, ki zajemajo čas od
aretacije in potem obdobje prestajanja kazni v različnih delovnih taboriščih, praktično po skoraj celi Sloveniji. Ne? In potem seveda posledice, ki so jih imele te obe obsodbine, torej mame in očeta, za celo družino, ki so jih čutili še več desetletij, in potem seveda tudi za očetovo prizadevanje za rehabilitacijo. Skratka, študija oziroma ta knjiga temelji pravzaprav na arhivskem gradivu, ki ga jedro te študije sta dva kazenska spisa, torej spis tega brežiškega procesa, kar jaz imenujem, ki je pač potekal v Miseški dvorani, in pa kazenski spis drugega procesa, torej sodnega procesa proti domnevnim podpornikom te organizacije, na katerem je bila obsojena žena Jožefa Koširja Marija. Za raziskovanje so bili poleg tega pomembni spisi oziroma dokumenti, ki hranijo Arhiv Republike Slovenije, pri tem mislim predvsem recimo kazensko evidenco ali pa zaporne knjige centralnih zaporov Udbe, kjer je bil zaprt Jožef Košir in drugi obsojeni na tem procesu, in pa dosjeji obsojenih. Skratka, tisti, ki so prestajali kazen, so imeli kazen posebno prostosti, so imeli posebne dosjeje, ki jih danes hrani Arhiv Republike Slovenije. V knjigi je objavljeno tudi fotografsko gradivo, večinoma iz posebnega arhiva gospoda Jožeta Koširja, nekaj pa tudi dokumentov, ki smo jih zbrali pač v tem obdobju raziskovanja. Da najprej povem, kaj je bila torej to Matjaževa vojska. Po koncu druge svetovne vojne je v Sloveniji delovalo več ali pa veliko ilegalnih skupin, ki jih je takratna oblast poimenovala tudi Matjaževa vojska. Najpogostejša poimenovanja so bila poleg tega še bande, tolpe, križarji. Skratka, to so poimenovanja, ki se pojavljajo v skupine, katerih cilj naj bi bil, da zrušijo z različnimi akcijami, da zrušijo komunistični sistem, oziroma takratno družbeno-politično ureditev. Njihovo delovanje je spremljala Udba, torej Uprava za državne varnosti, tajna komunistična policija takrat, in nekako lahko temeljne predpostavke, na podlagi katerih je takratno, torej povojna oblast obravnavala te skupine, strnemo v 4 točke. Namreč, da so te skupine organizirali obveščevalni centri, ki so po koncu vojne nastali v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Vemo, da se je po koncu vojne omaknilo veliko ljudi čez mejo v Avstrijo in tudi v Italijo, predvsem v Avstrijo, in tam so zavezniki za njih organizirali begunska taborišča, kjer so jih pač nastanili. In v teh taboriščih ne bi pač pripadniki emigracije organizirali te obveščevalne centre, katerih naloga naj bi bila, da organizirajo ilegalne skupine v Sloveniji, ki naj bi delovali po njihovih navodilih. Zato so ti, oziroma naj bi ti centri pošiljali v Slovenijo kurirje, ki naj bi prinašali obveščevalna navodila, torej navodila, kako naj ljudje na terenu zbirajo podatke, kako naj zbirajo poročila in pa propagandno gradivo. Torej letake s protidržavno vsebino in pa razne časnike. Najbolj znan, oziroma najpomembnejši te zgodbe je seveda Matjaževa vlast. Te ilegalne skupine so bile protikomunistično usmerjene, torej in naj bi z različnimi akcijami, s političnimi, z vojaškimi, s propagandami pač skušale zrušiti povojni sistem. In 4. točka, te skupine naj bi se pokazovali s svojimi obveščevalnimi službami. Zdaj dokumenti kažejo, da se pač največkrat omenjajo britanske in ameriške službe. V tej naši zgodbi nimamo v bistvu nobenega podatka o tem, za katero obveščevalno službo bi naj sploh šlo, zbolj to splošno ugotovitev, da so bili člani sodniške organizacije, da so se povezovali s svojimi obveščevalnimi službami. Ugotovimo lahko, da je povojna oblast zelo spretno izkoristila pojav teh skupin
in je na ta način ali pod pretvezo, da so želeli zrušiti povojni sistem, odstranila pravzaprav zelo veliko domnevnih nasprotnikov sistema, bistveno več kot tistih resničnih. In vse te 4 točke, ki sem jih omenila, se zelo lepo pokažejo tudi na primeru sevniške organizacije Matjaža Vrske. Zgodba o tej sevniški organizaciji sega tam v konec junija ali začetek julija leta 1949, zdaj na bolj natančnega datuma ni mogoče ugotoviti. Takrat naj bi se na terenu v Jelovcu pri Sevnici prvič pojavila 2 kurirja, ki naj bi prišla ilegalno čez mejo iz Avstrije, in sicer sta bila to Drago Pavlin iz Velikega Podloga pri Krškem, drugi kurir pa je bil po dokumentih Anton Potko iz Brežice. Njuna naloga je bila, da sta pač, ali pa naj bi bila, da sta pač prinašala navodila za delo sevniški organizaciji in od tu naj bi odnašala poročila, ki naj bi jih pripravili člani organizacije. Prinašala sta tudi propagandno gradivo. Najprej sta obiskala Olgo Kuntarič in Slavo Jaklič, torej v Jelovcu pri Sevnici, in zato ju je UDBA obravnavala kot začetnici ilegalnega delovanja. Olgo Kuntarič in Slavo Jaklič je nato povezala z Slavkom Lukšinom, ki ga je nekako dala za vodjo te organizacije. Lukšino pa je potem povezala z Jožefom Koširjem in z Alojzom Kovincem. 2 člana te organizacije sta bila še Štefka in Vinko Pavlin, ki sta bila sestra in brat preomenjenega kurirja Draga Pavlina. Pri čemer bi želela poudariti, da se recimo vsi člani organizacije, kot je pač obravnavala UDBA, s Pavlinom in s Potkom, torej s kurirjem, ki je prihajala iz Avstrije, niso srečali. Recimo Jožef Košir omenjenih kurirjev ni nikoli videl. Prav tako ne, oziroma za Vinka in pa Štefko Pavlin pa domnevam, da sta zgodno pač vpletena zgolj zato, ker sta bila pač brat in sestra tega kurirja Draga Pavlina, ki je pač prihajal iz ilegalne Avstrije. In na podlagi teh navodil, ki naj bi jih Pavlin in Potko prinesla iz Avstrije, je UDBA članom te sevniške organizacije pripisala, da so zbrali podatke o UDBI in tovarni celuloze v Krškem, da so zbrali podatke o tem, kako je bil takrat upravno razdeljen krški okraj, kam je pač Sevnica sodila v upravnem pogledu, da so izdelali skico vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki, priskrbeli ne bi poleg tega razne uradne liste, razne okrožnice, razne časnike, takratne publikacije in te podatke, oziroma to zbrano gradivo, naj bi posredovali v Avstrijo in sicer na 2 načina. Bodisi bi to predali kurirjama, ko bi prišla spet v okolico Sevnice, ali pa bi te informacije posredovali preko radijske zveze, ki bi jo vzpostavili s štabom tega Matjaževega gibanja, ki je bil pa v okolici Salzburga v Avstriji. Člani sevniške organizacije so širili tudi protikomunistično propagando in sicer z letaki s protidržavno vsebino. Te so raztresli 2-krat in sicer enkrat v Sevnici in enkrat v Krškem. In pač s tem, da so pač razširjali časnik Matjažev glas. UDBA je organizaciji pripisala eno nasilno akcijo in sicer načrtovanje umora sekretarja partijske celice v Šmarju pri Sevnici, pri čemer je treba zelo jasno povedati, da člani skupine niso nikoli izvršili nobene nasilne ali oborožene akcije. Čeprav so nekateri imeli orožje, tudi to je treba povedati, ampak to konec koncev po koncu vojne ni bilo takrat nič nenavadnega. Če se je kdo shranil, mogoče bodi si iz vojne, bodi si je kdo, ki je našel kakšno orožje,
Tako da to za tisti čas, vse po mojem mnenju, ni nič nenavadno. UDBA je skupini oziroma tej sevniški organizaciji pripisala tudi 2 sestanka, prvega na začetku oktobra in drugega na začetku novembra 1949 in na teh sestankih naj bi člani skupine razpravljali o nalogah, o tem, kaj bodo počeli, kakšne akcije bodo izvedli in podpisali naj bi izjavo o sodelovanju v tej organizaciji, skratka neke vrste prisego. Zdaj, na kak način se je UDBA lotila odkrivanja te organizacije na terenu? Najpogostejša metoda UDBE, torej Uprave državne varnosti, je bila njen vrinjen sodelavec v tako skupino. Zdaj, največ teh ilegalnih skupin je obstajalo na Štajerskem in v Prekmurju in tam je bil to modus operandi UDBE. Skratka, na ta način je odkrivala delovanje in iz Štajerske in iz Prekmurja je ta način prenesla tudi malo nižje, sicer še vedno na Štajersko, ampak tudi tukaj o nekih ilegalnih skupinah praktično ne moremo govoriti, ker so bile pač vezane na ilegalno prehajanje, njihovo delovanje vezano na ilegalno prehajanje meje, kar je bilo na Štajerskem delu, vsekakor Gorska, Jugoslavijska, Avstrijska meja najbolj podobno, zato je tudi tam največ skupin nastalo. In to se je zgodilo, skratka, njen sodelavec v skupini oziroma sodelavka je bila tudi v sevniški organizaciji. To je bila Hilda Ferenčak iz okolice Brežic, ki jo je UDBA po podatkih pridobila za sodelovanje že konec leta 1947. Ohranjen je v arhivu njen dosje, torej osebni dosje Hilde Ferenčak, to pač sodelavke UDBE. Zdaj ni mogoče čisto natančno ugotoviti, na kak način oziroma na podlagi česa, ker UDBA je pridobivala sodelavce za sodelovanje ali z grožnjami, ne vem, z družinskimi člani in tak naprej, ali pa na podlagi nekega obremenilnega gradiva. Zdaj za Ferenčakovo tu ni mogoče konkretno ugotoviti, ampak zdi se, da je imela o njej neko obremenilno gradivo iz obdobja druge svetovne vojne in jo je na podlagi tega pridobila za sodelovanje. Poslala jo je na teren jeseni 1949, torej v okolici Sevnice. Njena naloga je bila, da odkriva stike članov sevniške organizacije s tema 2 kurirjama, ki sta prihajala ilegalno iz Avstrije in posledično z obveščevalnimi centri v begunskih taboriščih v Avstriji. V tej zgodbi se dejansko pojavi na začetku oktobra 1949, ko so se člani skupine prvič sestali in izgine, je ni več v dokumentih, 19. novembra 1949, ko je UDBA v Logarski dolini aretirala vodjo organizacije Slavko Lukšin. Drugi sodelavec je najverjetneje, to pa ne moremo zanesljivo trditi, ki je odkrival pač delovanje te sevniške organizacije, pa je bil Karel Jurečič iz Sevnice, torej domačin Sevničan, ki se je podobno, oziroma prav tako kot Ferenčakova, pojavil na terenu na prvem sestanku skupine in je potem izginil, ko so bili člani skupine aretirani. Zanesljivo pa vemo, da ni bil v nobenem preiskovalnem postopku, pa tudi procesiran ni bil, torej da bi bil obsojen kakorkoli. Skratka, zelo verjetno je bil sodelavec UDBE, ki je pač njegova naloga je bila, da pač odkriva akcije oziroma delovanje skupine v Sevnici. Če je Hilda Ferenčakova pač imela nalogo, da odkriva delovanje oziroma povezave s kurirjama, je imel pač on nalogo, da odkriva oziroma te akcije konkretno na terenu. Torej, teh 7 članov sevniške organizacije je UDBA aretirala med 19. in 23. novembra 1949. Najprej so jih prepeljali v brežiške zapore. Mi pa ne vejo, kje so bili, mogoče kdo od vas. Tako da vabljeni, da potem delite informacijo, če jo poznate. Potem pa so jih iz brežiških zaporov prepeljali v centralne zapore UDBE v Ljubljani, torej na Poljanski nasip. Tam so jih preiskovalci UDBE zasliševali do
3. decembra, takrat so bila končana zaslišanja. V preiskovalnem postopku so bili deležni številnih pritiskov, psihičnih, fizičnih, mučenj, groženj in so v bistvu priznali vse, oziroma podpisali vse, kar so izvrševalci od njih želeli. Objavljena so pričevanja v knjigi, da so pač morali enostavno podpisati na pol prazen list papirja čisto na dnu strani in ko so naslednjič prišli ali pa na naslednje zaslišanje je bil ta list popisan. O tem, da je Udba lahko pravzaprav napisala, kar je želela, pričajo tudi zapisniki zaslišanj Slave Jaklič. Namreč tisti zapisniki zaslišanj, ki so ohranjeni v kazenskem spisu in zapisniki zaslišanj Slave Jaklič, ki so v njenem posebnem dosjeju, niso identični. V osebnem dosjeju, zapisniki zaslišanj, ki so ohranjeni v njenem osebnem dosjeju, je bistveno več imen Sevničanov ali pa tam okoličanov, ki ne bi bili povezani z to sevniško organizacijo Matjaža Vojske. Skratka, to je najpomembnejša razlika. Bistveno več oseb je imenovanih v teh zapisnikih, ki so ohranjeni v osebnem dosjeju, zapisniki zaslišanj, ki so ohranjeni v sodnem spisu, so praktično omenjene samo osebe, ki so obsojene na tem procesu. Torej, Udba je pač lahko napisala, kar je pač želela. In med tem, ko so potekala zaslišanja v centralnih zaporih, je Udba na terenu opravila več hišnih preiskav, naprimer pri Koširjevih, pri Lukšinih, pri Kuntaričevi in pa v kmetijskih zadrugih v Šmarju pri Sevnici, kjer so bili Lukšina pa Kuntaričeva zaposleni. Pri tem bi želela poudariti, da zapisnikov o hišnih preiskavah, izvedenih hišnih preiskavah, zaenkrat vsaj nismo uspeli najti, da so bile dejansko izvedene, priča samo en stroškovnik, en dokument, ki je ohranjen v kazenskem spisu in pa seveda spomini Jožefa Koširja. Skratka, zaslišanja članov sevniške organizacije so bila torej končana 3. decembra 1949. Nekaj dni zatem je javni tožilec Edo Grgič vložil obtožnico in 8. decembra so vseh 7 iz centralnih zaporov Udbe v Ljubljani z vlakom prepeljali v Brežice, kjer so jih spet zaprli v brežiške zapore in šele tam so izvedeli, da bo naslednji dan proti njim potekal proces. Torej, proces v Viteški dvorani Brežiškega gradu proti 7 članom sevniške organizacije Matjaža Vojske je potekal 9. decembra 1949. Kot je mogoče ugotoviti iz dokumentov, iz spominov, je bila Viteška dvorana nabito polna. Največ je bilo mladih in pa zelo veliko Sevničanov. To že Košir se spominja, da je prepoznal pač veliko domačinov. Sodnemu senatu je predsedoval sodnik Ljubljanskega okrožnega sodišča, Košar. Najmogoče še povem, da obtožnice pred procesom sploh niso dobili, pa tudi zagovornike, torej branilce, je imenovalo sodišče po uradni dolžnosti in so jih obtoženi srečali šele v Viteški dvorani, ko so prišli na proces. Mogoče na kratko, kako je proces potekal. Najprej seveda je tožilec prebral obtožnico, sledilo je zaslišanje obtoženih, ki so se zagovarjali tako kot v preiskovalnem postopku, nekaj izjav niso spreminjali, ker pač strah, ki so jim ga preiskovalci Udbe bili pusti v preiskovalnem postopku, je bil pač načalno zagotovilo. Mislim, preiskovalci so pač na ta način želeli zagotoviti tudi s takim preiskovalnim postopkom, da pač obtoženi ne bi preklicali slučajno
znanje na samem procesu. In potem je tožilec predstavil dokazni material. Eno so materialni dokazi, omenimo 3 pištole, za katere pa ni jasno, ali so jih recimo zaplenili, ali jih je UDBA odvzela dejansko kateremu od članov te sevniške organizacije, ali so pač bile neke 3 pištole, ki jih je tožilec prinesel iz nekega drugega procesa ali od namrečno dokumentih. Ni nobene zabeležke o tem, da bi jih UDBA zaplenila, pa tudi, kot kažejo dokumenti, so se tudi tisti, ki so imeli orožje, recimo, so se ga znebili že zdavne prej, ki so bili aretirani. Tako da ni jasno, kako so te pištole prišle. In drugi predmet, ki ga je tožilec predstavil, je bila domnevno delujoča radijska postaja. To radijsko postajo so zaplenili v hišni preiskavi pri Koširjevi. Namreč, že Košir je iz vojne imel eno radijsko postajo, ki pa ni delovala. V bistvu je šlo samo za eno ohišje. Sploh ni imela sistema ali pa komponent, s katerimi bi lahko na kakšenkoli način vzpostavili neko radijsko zvezo. Skratka, tisto ohišje radijske postaje je bilo takrat najdeno v hišni preiskavi in to je tožilec na procesu predstavil glavni dokazni material. Skratka, o kakvi delujoči postaji ne moremo v tem primeru radijske postaje nikako ne moremo govoriti. In potem je tožilec predstavil še istinske dokaze. Najprej letake, predvidevamo pač da sproti državno vsebino, tudi ne vemo, iz katerega drugega procesa, ali so bili dejansko predstavljeni tisti letaki, ki so bili raztroseni v Krškem in v Sevnici. Potem neke knjige navodila o obveščevalnem delu, ki so jih našli pri Slavko-Ljubščini na Dolgem v aktivistski zadrugi. Predstavil je skico vojaškega letališča v Cerkljah, ki naj bi jo narisal Slavko-Ljubščina, pa se je potem po desetletjih izkazalo, da je v bistvu bila avtorica te skice dejansko Ilida Perenča. Tožilec predstavil tudi nekaj izvodov časnika Matjaža Glas. In razen 2 dokumentov so bili vsi ti dokumenti po procesu oziroma po vpogledu vrnjeni tožilcu. Torej, ne moremo vedeti, ali so bili dejansko to dokumenti, ki so bili dejansko povezani s člani sevniške organizacije, ali jih je tožilec prinesel iz podobnih procesov, da je takrat bila nedvomna praksa, to se je večkrat dogajalo, to smo znamo za procese tam pred Mariborskim sodiščem. In pa tudi ne moremo biti čisto prepričani, da UDBA zdaj katerega od teh dokumentov pač ni podtaknila. Na zadnje je bilo treba obtožnico dokazati in po tistih 4 točkah, ki sem jih uvodoma omenila, so bili sestavljeni tako zapisniki zaslišanj kot obtožnica. Po tistih točkah je potekala razprava in po tistih točkah je bila napisana sodba. Skratka, sledi strukturi, ki je bila uvodoma predstavljena, sledi celoten proces. Po zaključnem dokazovanju in tajnem posvetovanju senata, potem predsednik sodišča, predsednik senata, razglasil sodbo in vseh 7 je sodišče obsodilo na zelo visoke kazni. Najvišjo kazen je dosodilo Slavko-Ljubščini, torej kot vodji in kot glavnemu organizatorju te organizacije in sicer smrtno kazen streljanja. In pa trajno izgubo vseh političnih in državljanskih pravic. Jožef Košir je bil obsojen na 16 let od vsema prostosti s prisilnim delom in pa 5 let izgube političnih in državljanskih pravic. Pri čemer mogoče samo omenim, da ta kazen, stranska kazen izgube političnih in državljanskih pravic je začela teči po prestani kazni. Torej, ko je prišel s prestajanjem kazni, je začela ta kazen teči. Pomenila je pa, da nima pravice do nobenih javnih služb, do nobenih javnih funkcij, volilne pravice in skratka, to je pomenila ta kazen. Vsi obsojeni so se na izrečeno sodbo pritožili, Vrhovno sodišče je pritožbe zavrnilo in potrdilo sodbo okrožnega sodišča,
Slavko Lukšina je potem napisal še prošnjo za pomilostitev in potem februarja mu je bila ta smrtna kazen spremenjena v 20 let odvzema prostosti s prisilnim delom. Obsojeni so kazen prestajali v moških kazensko-poboljševalnih domovih v Ljubljani in v Škofji Loki, ženske, na ekonomiji, na gradu v Reichenburgu, današnji Dresden, torej takratni KPD Reichenburg. Razmere v taboriščih so bile izredno slabe, to Jožef Košir zelo podrobno opiše v svojih spominih. In v času prestajanja kazni so se pač večkrat prizadevali za znižanje kazni ali pa prosili za pomilostitev. In tako smo bili kot prvi v 4 letih, torej novembra 1953, pomiloščeni in izpuščeni na prostost Olga Kuntarič in pa Štefka Pavlin. Jožef Košir je bil izpuščen konec novembra 1955, Slavko Lukšina, tisti, ki je dobil najvišjo kazen, 2 leti kasneje, 1957 in sicer po vojni. Še preden se je zgodil ta proces v Viteški dvorani, je Udba aretirala več domnevnih podpornikov sjemniške organizacije. Večinoma je šlo za družinske člane, teh, ki so bili kasneje potem obsojeni na brežiškem procesu. In med temi je bila tudi žena Jožefa Koširja Marija in njen oče Ivan Weber. Zdaj, aretirani so bili tam na začetku decembra, torej pred procesom. Nekaj časa so bili zaprti v brežiških zaporih. Marija Košir je bila, mislim, da s 8 ženskami skupaj s celici. Pove, da so jim podstavili eno bohunko na rekovajih, torej Udba je pač dala eno žensko, ki je pač poročala o tem, kaj so, o čem so govorili, kako so se obnašali in podobno. In pa Marija Košir, ker je bila izučena kuharica, je v brežiških zaporih kuhala za zapornike. Potem so jih konec februarja teh 5, ki so bili prepeljali v Ljubljano in šele konec maja, torej skoraj pol leta po aretaciji, so jim sodili na procesu proti podpornikom sjemniške organizacije, torej obsojeni so bili zato, ker naj bi vedeli za delovanje te sjemniške organizacije, za njene cilje, za njene akcije, pa tega niso prijavili takratnim državnim oblastem. Marija Košir je bila takrat obsojena in njen oče, oba sta bila v bistvu obsojena na leto in pol poboljševalnega dela in Marija Košir je kazen poboljševalnega dela prestajala na ekonomiji Brestaniškega grada. Potem, ko sta Koširjeva in ostali seveda prestali kazen, se je začelo za bistvu vse tega obsojene, pa tudi njihove družine, predvsem za obsojene najprej iskanje zaposlitve. Posledice teh obsodb pa so pravzaprav zelo dolgo, še desetletje, potem tudi cele družine, o tem bomo mogoče gospod Košir malo več povedal. Jaz bi mogoče omenila še samo prizadevanje za rehabilitacijo, namreč leta 1990 sta Jožef in Marija Košir vložila zahtevo za obnovo postopkov. Marija Košir je bila sodno rehabilitirana maja 1955, ko je okrožno sodišče ustavilo kazenski postopek in razveljavilo sodbo z tega procesa z maja 1950. Jožef Košir žal rehabilitacije ni dočakal, čeprav si je dolga leta močno prizadeval in želel, da se ta krivica popravi. Namreč mesec preden je okrožno sodišče v Ljubljani julija 1996 izdalo sklep, da se ustavi kazenski postopek je umrl. In torej Ljubljansko okrožno sodišče je julija 1996 sklenilo, da se kazenski postopek ustavi in da se razveljavita obe sodbi. Torej sodba z brežiškega procesa in tista, ki jo je izdala potreditvena sodba, ki jo je izdalo Vrhovno sodišče januarja 1950. To pomeni, da sta bila tako Marija Košir kot Jožef Košir sodno rehabilitirana in torej nista bila kriva tistega, za kar sta bila obtožena in obsojena 1949.
Tudi Slavko Rušena je vložil zahtevo za obnovo postopka in tudi njemu je sodišče ugodilo in je tudi on bil leta 1999 sodno rehabilitiran. Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic je Jožefu in Mariji Košir leta 2018 dodelila statusa bivših političnih zapornikov in tudi vse pravice, ki izhajajo iz tega. Za zaključek bi jaz mogoče pa stavka rekla samo to, da je ta zgodba o sevniški organizaciji Matjaža Rogojske tipičen primer, kako je UDBA, ali pa na kak način je UDBA pod pretvezo, pač, da so člani te organizacije želeli rušiti takratni sistem, odstranila, bi rekla, izdomnevne politične nasprotnike. Vseeno, po mojem mnenju, lahko zaključimo, da sta bila oba procesa, torej ta brežiški in tisti proti podpornikom, sevniška organizacija montirana, ti, ki so bili obtoženi in obsojeni, pa so bili obtoženi in obsojeni iz političnih razlogov. Po mojem mnenju dokazuje tudi odločitve okrožnega sodišča, ki je v bistvu rehabilitiralo tako Rušino kot oba Koširja. Jožef Košir je potem, kot sem omenila, napisal spomine, ker je popisal to zgodbo od aretacije in potem prestajanja kazni, pa da mogoče kar gospodu Jožefu dala besedo, da bo rešil ta stavek potem. Hvala. Gospa je že veliko tega predstavila, jaz bi se pa dotaknil, spregovoril o 4 zadevah. In sicer očetovi in mamini aretaciji in dogajanju v preiskovanem postopku, drugič v poteku sojenja oziroma procesu proti očetu in kje in kako sta prestajala kazen, kakšne so bile posledice in razmerje v taboriščih in nekaj seveda v posledicah teh krivičnih obsodb. Očetova aretacija. Aretirala ga je UDBA iz Krškega in sicer v ponedeljek 21. novembra 1949 na Šmaršem. Ta dan je oče odšel na obisk očeta in mamo, ker takrat frizeri tisti dan niso imeli službe in so bile te frizerske delavnice. Bila je samo mama. Sedel je v kuhinji, ona pa je šla ven. Zaslišal neko govorjene in mama je rekla, da je on doma. Vstal je in pogledal skozi steklena vrata in tako opazil podporočnika Kosa in šefa UDBA Koviča. Pomislil je, da bi pobegnil skozi drugo sobo in ušel skozi okno, pa se je premislil. Stopita, zelo prijazno pozdravita, podporočnik Kos predstavi Koviča. Ker je oba dobro poznal, mu je rekel, da ga pozna. V nadaljevanju podporočnik Kos potegne ven pištolo, napne na očeta in reče: tako, tovariš Košir, ste aretirani. In še reče roke v vis. Medtem, ko dvigne roke, pristopi k njemu Kovič, ga preišče in mu nato dveže roke na hrbtu s precej debelo brjo. Ko se je vrnila mama in je videla, da je zvezan, se je sesedla. Vržeta mu suknič na glavo, ga odženeta do avtomobila. Odpeljete ga, ko so prispeli, je bil že v hiši Udbovec. Tam, kjer je stanoval, v Šmarju, na maminem domu.
in ustrahoval v hiši vse. Najprej so ga vprašali, kje ima radiostanico. Vprašal ga je, če mislijo tisto škatlo, ki je bila notri radiostanica. To radio postajo je oče našel na koncu vojne, jo razdrl in zaradi varnosti, da ga ne bi obtožili, da je delal z njo, vrgo večinoma delal v reko Zav. Samo škatla je ostala. Pokazali to škatlo na kupu želedja, ker je bila odvržena. Poleg škatle so vzeli tudi veliko pisem, slik, ukradli mamenem očetu tudi dolarje in franke. Vse so vzeli seboj, razdejali, prevrnili in razmetali so vse v hiši. Odpeljali so ga v Krško, stražili so ga dva udbovca z naperjenimi pištolami. Prvo formalno zaslišanje pa je opravil neki mlad udbovec. Čez kako uro sta ga dva udbovca pripeljala in peljala do avtomobila. Porinil na zadnji sedež avtomobila, vrgla suknično glavo, zraven njega pa oba z naperjenimi pištolami. Tako so ga odpeljali v centralne zapore Udbe na Poljanski nasipu Ljubljane. Oče natančno opisuje v svojih spominih, kdaj, kje so potekali zaslišanja, kaj se z njim dogajalo na zaslišanjih in vse natančno vse podrobnosti. Zdaj bi pa še nekaj o mamini aretaciji. Pripadniki pooblaščenstva Udbe, Krško in Zidani Most so v Sevnici in Šmarju dne 6. decembra 1949, to se pravi 2 dni pred procesom v tej Videški dvorani, aretirali mamo in ostali, kot ste slišali, domnevne podpornike Matjaževe vojske in jih odpeljali v Krško. Od tam pa v Brežiški zapor. Zato, ker so sumili, da oni nekaj vejo in niso povedali to oziroma prijavili takratne oblasti. Mama je povedala, da so jo pripadniki Ubi ob aretaciji žalili in jo zmerili z raznimi pridevniki. Banditi, zločinci, protiljudski elementi in podobno. Naslednjega dne zjutraj so jih z vlakom iz tega zaslišanja odpeljali v zapore Udbe za okraj Krško in sicer v Brežice, kjer je mama na to tudi kuhala za 50 zapornikov. Kot je že gospa Mateja omenila, bi še jaz tole poudaril, da v celici sta bile samo 2 posteljice in klop. Ne je bilo zaprto 8 žensk, med njimi mama ali za kozinca. To se pravi, ki je bil obsojen na brežiškem procesu. In 3 ženske iz Krškega, ker niso oddali žiga. Kot se spominja mama, jim je Udba v celico nastavili tudi bohunko iz Cega, ki je pač poročala vse, kaj so govorili, kaj se dogaja. No in 24. februarja 50 je bila prepeljana
z ostalimi osumljenimi iz brežiških zaporov Udbe v KPD Ljubljana. Namreč da je biti zaslišana v KPD Ljubljana 6. maja 50. Proces proti tako imenim podpornikom Matjaža Vojsko Semnice pa je bil 24. maja 50 pred okrožnim sodiščem v Ljubljani na Obrežnici. Zdaj pa še nekaj malega v procesu proti očetov, čeprav je gospod že zelo povedal. Očeta so pripeljali s strani zaporov najprej na železniško postajo, potem pa z vlakom v Ljubljano. Prepovedali so jim pogovarjanje, gledanje med sabo in tako naprej. Ko so jih pripeljali do Brežic, je tam spet čakali očeta Miličnikov, ki so jih lepo odpirali brežiške zapore, tam so zavedli, da bo sojenje naslednji dan v Viteški dvorani. To so zaporniki povedali in so celo zaporniki izjavili, da jim je to šef zapora povedal. No, kot zanimivo se to malo že bilo v brežiških zaporov, jaz sem se nista videl. In potem po tem procesu, oziroma glavna obravnava je bila 9. decembra v Viteški dvorani, oče se pa spominja in je v spominih napisal takole. Bom kar prebral. Ko so nas pripeljali v dvorano, je bila dvorana čisto polna. Videl sem, da je bilo tudi veliko Sevničanov. Glavna obravnava je bila javna, začela se v 9. uri, končala pa je v 19. uri. Zagovorniki obtoženih so bili določeni po uradni dolžnosti, ki pa kot se spominjajo, jih niso čisto ne izdogovarjali. Tudi obtožnice, zagovorniki obtoženih niso prijeli poprej, ampak na samem procesu. Tako da so tudi za obrambo niso mogli pripraviti in je sodišče sledilo pač dokumentom in v bistvu, kar je Udba napisalo v zapisnikih, pa iz obtožnice. In so šli točno po tem, koliko kar je bilo. Ja, kot smo slišali še tole, že od gospe, so bili obsojeni na zelo visoki kazni, celo na smrtno kazni za ustavitvijo in trajno izgubo državljanskih in političnih pravic. No, še ena zanimivost. Ko so prebrali v Viteški dvorani sodbo, je Jakličeva padla nezavest. No, ko so pa prečitali sodbo, seveda v imenu ljudstva, in ko je prvo obtoženi bil obsojen na smrt, je cela dvorana zaploskala. To oče opisuje o spomenih in jaz sem tu povzel. Zdaj pa kje sta oče in mama pristajala kazen? Oče je pristajal kazen pa predeljujeno. Od tam so ga poslali v uradno delovno taborišče v Ljubljani in okolici. Litostroj, Šiška, Trnova, Žave, Škofljica, Šentvid, Ik, Kočevje, Pedring, zaprto območje, Borovc in nazadnje Škofjeva program. Iz taborišča Trnova so zaporniki odhajali na gradbišča in delali so Filozofski inštitut, danes je to inštitut Jožef Štefan, tovarna Torba in druge objekte, delali so tudi to novo pošto, ki so rekli, pa železniški postaje, zdaj že stara.
V taborišču Žale, tam so hodili na gradbišče, so delali stanovanjske bloke Ministrstva za obrambo in tako naprej. Nazadnje, potem je oče od tam pošel še v Kočevje in Škofje Loke in bil novembra 1955 puščen. Kakšne so bile razmere taborišči, so bile katastrofalne, barake, not podgane, stenice, očetovce tudi, ker ni mogel več čut, je zaspal, pa se mu podgane ušesa pogledal. Dobro ostalo. Za vsako najmanjšo napako so dobili visoke kazni. Mesec dni brez paketa, mesec dni brez obiska, 14 dni bunkerjev, da se prav za mece in tako naprej. Delali so 24 ur v času. Po vsakem vremenu, vročina, dež, obovala niso imeli. Večinoma so to mešali po vozu betonovo nadstropje. Na Filozofskem inštitutu je oče mene enkrat pravo in je to spomini, da kot se ve, kaj konc, potem preštevanje. In en manjka. Pažniki so to ugotovili in on se, ker so veliki dimniki, se on v dimnik razkrino. Šli gor, nametali cigo na njega, ga ubili in potem so prav tega reveža v samokolnici pelali čez Ljubljano, da je narod to videl in jo potem imeli 4 dni na postrojitvenem prostoru za kazen in potem so ga pelali denama tam. Prav tako Škofje Loke mi je napisal in je pravil, da oni so nagrado bili, zaprti delali so pa v taborili oziroma v tovarni motorjev pod gradom. To je bila predhodnica LTH, Loške tovarne hladilnikov. In en tudi ta Sonc probil pobegniti. Na žici ga je za avtomatom preparil, se ga vzeli dolno, postrojitelj prostor, 4 dni tam in potem prišel. Takšne so bile, recimo, razmere v taborišči. Mama je bila v preiskovanem zaporu Udbe v Brežicah in KPD Ljubljana, največ v Brežicah, od 6. decembra 1949 do 27. maja 50, ko je bila izpuščena. Proces pa je bil 24. maja. To se pravi, 3 dni po procesu je bila odpuščena. In prav tako njen oče, moj starate, so dobila oba eno leto in pol družbeno koristnega dela, ki bo švarnega dela. Zdaj, kar bi rekel, mama je bila v preiskovanem zaporu 5 mesecev. Ker se en dan preiskovanega zapora šteje za 3 dni normalnega zapora, je še 2 meseca ostala in bila potem na Reichenburgu, oziroma da je Brestica nagrada in delala na tej ekonomiji. Po posledicah krivečnih obsodb po prestani kazni je za očeta in mamo začela nova kalvarija. Izgubila so vse prijatelje. Sosedje se niso hoteli z njimi pogovarjati. Nekateri so celo jo zmerili. Zločinci, protiljudskimi monumenti, barabami, banditi. Oče iskal delo frizerja po celi Sloveniji. In ni dobil. Nekoč v enem brivskem salonu je dobil, ampak je bil samo en dan. Naslednji dan je dobil knjižca in je šel. No, zaposlil se je potem v Jugoteninu. Jaz mislim, da tam nekje
po teh podatkih aprila 56. Naprej v Jugotanino, potem pa na Žali, to je bil obrat kapitala. No, tam je hmal dobil odpoved in sicer zaradi tega, ker je bil zaprt. Očeta je zanimal in to je direktor izjavil in potem je direktor ga hotel na vsak način pridobiti, ker je zvedel od ostalih, da ga bo tožil. No, ko sta se nekako sestala in je direktor predlagal, če on umakne napovedano tožbo, da mu bo ponudil eno veliko boljšo delovno mesto. Oče je pristal in je tako začel delati na toplem, v obratu 5 v Kitarni, in tam je 81. Odšel v invalidsko penzijo. Mama je prestajala kazen 27. julija 50, pol leta je bila brez službe, zaposlila se je kot kuharska pomočnica v restauraciji v Zemljici. Tam je morala delati najslabša dela, zasmehovali so jo, spremljajo jo Udba, ki je bila vedno zapetana in ji grozili, da jo bodo spet zaprli, če se ne bo ločila od moža. Po končani službi zvečer pa so jo še strašili na poti domov. To se pravi, naša družina je čutila posledice krivičnih obsodb vse do osamosvojitve, potem in še zdaj. Mama je povedala takole. Moja družina je bila vse posod zapostavljena in ponižena samo zato, ker smo želeli biti v svobodni Sloveniji. Potem, kakšne so bile posledice krivičnih postopkov, pri nas otroci, ki je mama povedala. Moj starejši sin se ni smel igrati z otroci od komunističnih tažb. In prav tako v šoli ni smel sedeti zraven otrok, kateri so bili v partiji. Šolanje v vojaški šoli, pa tudi v policijsko šolo, ni smel, ker smo starši bili sovražniki ljudstva. Podobno je oče povedal tudi tako kot mama, zaradi njega jaz nisem mogel v vojaško šolo, v osnovni šoli. Za brata pa je povedal, da zaradi njega, da bi bil kje prizadet, ni bilo. Kar se tiče sodne rehabilitacije, že gospa povedala, 2018 snesel ložil, in sicer 16.10. je to bilo na Komisijo Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o odpravi krivic, in očeta in mama je bil priznan status političnega zapornika. Jasno, to niste dočakala, tako ker oče ni dočakal sodne rehabilitacije, čeprav je sedala z mamo skup 90. noter, mama je bila rehabilitirana 95. Oče je 96. junija, to je 4 dni nazaj, je bila obletnica, je umrl v celjski bolnišnici, točno čez mesec je prišla sodna rehabilitacija. Se pravi, da se verjetno čaka. Zdaj bi pa še jaz nekaj povedal. Glavno, oče je bil tudi
vojni veteran, vojne v Sloveniji. Tukaj imam Snežnik izbral skupaj tole njegova izkaznica in sicer s številko 509. Jaz imam 510. Zraven so še ta in vsa ribiška priznanja, ki jih je dobil. In rede, bil je tudi dolgoletni predsednik ribiške družine in tudi tam so se najde, da on mora biti predsednik, zato ker je bil zaprt. Ne? In potem je on odstopil 75 leta, po 10 letih, in ni želel sprijeti nobene funkcije več. To. Zdaj pa druga zadeva, tole je, da je tukaj lesonik. Zdaj pa takole so zaporniki narisali, z oljno barvo, tle noter je pa slika poročna. Oče in mama sta se poročila 1. maja na praznik 49. 21. decembra tega pa zaprli. Oziroma 21. novembra. Mama pa 6. decembra. Te druga stvar bi dal oče izdelati v zaporu, je taka še tole. Zelo lepo narejena, za kos kruha, vse sponirjem, noter nekaj že poškodovano, tlele takole lepo odpre, ne škatla. Noter pa piše, ljubi Mariji za spomin 1. 1952, Joško. In to je v starši. Tako da je en spomin. Hvala vsem. Ribiški zapori so bili zdravo sodišča, tam je dan študentski servis. Hvala. Tam so bili zapori v ribiški, povajni. A veste kaj več o njih mogoče? Prosim? Veste mogoče kaj več o njih? O teh zaporih? Ja, imam še v 6 upitje zapornikov, ki so jih pretepali. Veste, jaz moram samo na kratko črtico gospod razlagati te stvari, to je ena velika tragedija slovenskega naroda. In veste, kaj vam povem? Da so lahko vsi te fanti, ki so ustanavljali to matjaško vojsko in kar so pač želeli takrat, da je bilo to, da so bili s tem sami na smrt obsojeni. Če bi oni živeli na Hrvaškem, v Srbiji, bili vsi ustreljeni, brez sodstva. To je bilo leta 49, jaz sem bil star 11 let. Takrat za vsako malenkost v Sloveniji je to bilo nekako bolj blago, ker Slovenci smo, ne vem, pač svoje vrsti ljudje, ne. Dol je bilo to veliko še, pol ta mučenja, ki so bila. To so bile specialna mučenja v teh zaporih, ker so ti udboci delali, ne. Mi smo se otroci igrali tam v ulici, pri nas v zadnje, sem v centru mesta doma, znam teh zaporov. Še danes slišim te krike. In moj star oče je bil kleparski mojster in v delavnico v Brežicah. In so kakšnega pač umorilno, ne, je prišel paznik, pa kakšen ličnik takrat, pa je rekel, mojster, pridite, pa
krsto pripeljete sabo, ker takrat so dajali te pločevinaste krste. Govorim o okenček, da si videl, kdo leži. Eden se je spet obesil ali pa take stvari, ne, in je šel staroče not, jaz sem tisto krsto peljal na vozičku in skrbi, jaz sem mogel zunaj na dvorišču ustaviti, no, staroče šel noter, krsto so ti ljudi si ga not nesli in ta nesrečen človek je bil pač tam ubit, ne, je rekel staroče, koga je bilo, pa je rekel, da se je obesil, ne, pa ta namenici je šel nekaj iskat, rekel, jaz sem pa srajco zadeva potegnil, pa je bil kar zarezan od bičev, veste. Pač to se je dogajalo takrat. In pravi, tele fantje skušili vašim očetom na načelo, da so bili veliko sreče. Pogledajte, dahovski procesi, potem Nagodetov proces, takrat so jih postrelili, da nekaj so njih, ne. Čeprav v Sloveniji je to nekako v rokavicah, bolj blago nekako, ne. Dol na jugu je bilo tih hujše. Zdaj imamo ta dokumentarc ob torkih, da je na televiziji, ne. Kaj so počeli to takrat ljudje, ne. Te fante so bili res takrat hrabri, no. Jaz sem tudi v Kupitarni, sem delal leta 61, potem zaposleno v leto, jaz sem režic svojo, poznam te razmere, kako je to bilo vse. Hvala Rajkenburg, Varzgrad, recimo tam leta 48, 49, sem se zunaj igral na cesti, je pelal kamion mimo, ko je bil se ravno pokrit, zadnjemu pa gitre gor, pa so bili z rokama ljudje upili pa biti, ampak smo bili ste roke, še zdaj jih vidim, ne, ki so jih pelali. To so peljali pa te ljudi iz Primorske, veste dol, ker so pobegli in takrat so hodili čez mejo česiti. Leta 47 je bila pa meja dol določena, ne, in pa so vse ljudi pomeni, pa če so domačini dol kakšnega skrivali, so pa celo familijo prepeljali sem v Rajkenburg. To so na Primorske še danes poznajo te zapore Rajkenburške, ne? To se bate, pač skrivo takrat. In prosimo pred svetega Boga, da nam tega več, nikdar več ne bo. Poglejte, dan se spet kuha. Zdaj so 2-3 generacije še skozi. Ljudje ne dajo umir. Te ljudje od Putina vse naprej. Pa do evropskih voditeljev, ki so tudi malo da to kuhajo, ne. To so vsi ljudje po vojni rojeni. Oni niso občutili, kaj je vojna. In dan svet to kuhajo, ne. Povedete, vse se trese, vsi se bojimo, da bo spet kakšna vojna, ne. In tako naprej, tak kratki vod. Pa če sem tu doživljal takrat, gospod, ki ste prepodoval, meni je to vse čist blizu, veste, še čutim danes to, ne. Kot otrok se sliša to upitje. In tako naprej. In kaj počne, tako je. In Slovenci, če to moram podati, še danes ne damo umeti. Še danes se nimamo radi Slovenci. Poglejte, pol, Slovenija je 50% garantirano razdeljeno, ne. Poglejte, Kočevski rok, trume ljudi gor, ne. Od nove vlade nobenega ni bilo gor, samo predsednik Pahor je bil gor. Ker je bilo pomorjenih ljudi nebrojko. Zdaj dol na Mostnici se spomnim, da so jih takrat ljudi dol pa pobijali na teh tankovskih teh jamah in tako naprej. In še vedno ni bilo. Mene to, jaz nisem niti s politiko se ne maram ukvarjati, jaz nikjer ne sodelujem. Zato, ker sem čutil kot otrok, kaj je politika. Jaz sem pripadnik slovenskemu narodu, Slovenijo imam tako rad, da bolj ne moram imeti, imam rad, ampak, veste, to je politika na velika svinjarija, ne. Kaj se to se dogaja? Danes si poslušam to in me nervozira. Zato hodim jaz veliko naravo, poslušam ptičje petje, grem v naše neki Savo, ki barve, to je prosto na Šencit. In ne maram nikjer sodelovati za to, mislim politično, ne. Kulturno pa postoje neki, ves poklon, imamo take lepe prireditve in veliko lepši bi bilo danes, če bi poslušali kakšne Schubertov koncert, ki da to nekaj povedal. Ne? Ali pa take stvari, ki se zdaj pogovarjamo. Ampak to je vse bilo, ne?
In vidite, v šolah, v naših kulturnih zavodih, to nič se ne poje, malo bi lahko predavali. Vse vemo, da so bili Rimljani včasih, pa da so bili stari Grki, pa tako naprej. Ampak narodovo zgodovino je treba, Angliji to vejo, vse te stvari, ne? To moraš poznati. Zdaj pa naš otrok s tem mučiti preveč, nima smisla, jaz sem tudi za to, ne? Govoriti o spravi, o sodelovanju in moramo je krat skupaj videti. Tako, lepa hvala, da ste me poslušali. Meni se je zdelo tako fascinantno, ne, da so res, sicer je popolnoma logično, ne, da so pač v Viteško dvorano, ker gre veliko ljudi, ne se pravi, koliko bo to je 300 ljudi, ali takega, ne vemo, ne uporabljali to za to. Čeprav je takrat muzej bil že ustanovljen in Viteška dvorana takrat dejansko pripadala muzeju, ne. Ampak to je bil šov, ne, to je bil pač, to je bil dogodek, ne. Ja, vse tam, mislim, je jasno zakaj. Res je pa, da tudi mi, ne, v tem našem muzejskem spominu in arhivu takih dogodkov sploh nimamo, ne. To je bilo za nas, recimo, čisto presenečenje, da se je kaj takega 49 leta dogajalo, ker pač vemo, da so bili zaprti, da je bil kdo zaprt, ampak nekaj smo imeli to prelomnico, ne, 47, 48, ves čas v tem, ne. Ampak zdaj ste rekli v enem dnevu, kaj so pa recimo, in to so ljudje bili od jutra do večera tukaj. In so sedeli in poslušali in se pravi, najbolj so prišli iz gimnazije, ne, ali tako. To pomeni, da verjetno tudi mladinska organizacija, partijska, ki je se rekla, verjetno tudi gimnazici, da se oče mislim, da spominja, če se prav spomnim. Ja, pa ja, oče je rekel tudi, da so imeli zvočnike celo v zuni, ne. Da so prav, da so lahko tudi v zuni imeli kakšen, ali stojišča, ali pa stojišča, ne. Vse, ker so bili procesi v Romlancu, tudi zvodstvo, ki je pred sodiščem, tudi sami je prišli, ne. Zdaj, apropo uporabe, mislim, kako tvori pač te nežorima, recimo, kako ne institucije, ali pa se recimo Viteška dvorana, mogoče k temu dam Mariboru, recimo, ne, da vse, ko je 45 razprave v Akademski dvorani Slovenskega narodnega gledališča. Skratka, to ni bilo nič, kako bi rekla, nenavadnega, ne? Kvečemo modus operandi, ne? Da so neko tako, tudi kulturno ali tako drugo institucijo zlorabili v tak namen. Tu so bili težki časi, takrat, da živimo zdaj nekem kulturnem redu, se reče, mislim. Kako se pa recimo vi počušte zdaj kot sin, ko je ta zadeva v knjigi in tako dostopna še? Odrešenje nam neko tako, ne. Ko bi rekel, da sem jaz očetove spomine, ko je bil prvi cilj, kot sem mi bilo pogovarjala. Jaz povedal, da imam očetove spomine na to temo, da je napisano mojo željo 90 leta pa naprej. 96 je umrl in smisel sem to, da bi se izdal, ne? In potem je ratala ta monografija. Zdaj so razni odzivi, ne? Različni eni se zanimajo, drugi posojajo, tretji tako. Vse so te, ne? Kot se pa jaz počutim, dobro počutim. Zadoščenje, vsake zadevanja, ne? Če pogledate na tem procesu, ko smo bil Orlan-Lahovski proces povanje za to, recimo tovarna Ljubo Sirce, ki je bolj v Britaniji, ki je v glasno tovarne, glede on, se pravi, da dele ljudje so imeli ogromno srečo tega, to da res vam povem, ker vem, kako takrat si bil obsojen na smrt, če bilo je ta, da to pa ustanovite eno tako proti-revolucionarno zadevo, ker on je bil, starš se bi tovarne, razumeli to tovarno, tesino tovarno hranil, ne. Ni nič naredil, nič. Bil je samo tovarni sin, ne.
In bolj eni so prišli iz Zahova leta 1945 domov in so jih tlele udbovci sledili, kako to, da so oni prišli živi iz Zahova. To se pravi, da so bili povezani z takratno nacionalno-socialistično SS, to stranko, oziroma z Nemci so držali. Mislim, take stvari se dogajali. To so neke procese inscenirali, ko so kar ljudi gledali, nič krivi, ne? Pa so bili svoji ljudi. Se pravi, to, mene to je svenko, ko je bilo takrat res, da so me srečno, da so tako prišli skozi, da so ne imeli proces in tako. In tista mučenja, ki so bila tako razljivo, kaj se dela, ne se treba tako. Vidite tehanje, vidite vse to. Slovenija je res dežela križev, ne? Ja, če je tako. Če govorite meni še stavek, da se navežem na gospoda Koširja, kar se te zgodbe tiče, zakaj je meni recimo ta zgodba pomembna, ker je zgodba od začetka do konca. Tak rečem, torej nekaj, kar se je takrat zgodilo in je pripeljalo zdaj po tolikih letih tem, mislim, do zaključka, do sodne rehabilitacije. Zato je ta zgodba po mojem mnenju tako pomembna, ker se spomnim, ko sem začela 20 leti raziskovalno obojec s temi bandami, tolpami, Matjaževo vojsko, kako to imenujemo danes, je vlada mok. Ko sem jaz poskušala navezati stike ali pa govoriti z ljudmi, ki vem, da so vedli, kaj povedati na to temo, nič. 10 let kasneje, ko je bila knjiga, se je zgodba ponovila. In potem se še nekaj let kasneje pride gospod Jožec spomini na to dogajanje in na vse to. Ampak tako pravi gospod, verjetno res ni prav, da preveč obremenjujemo mlade s temi zadevami, je pa prav, da se to ve. Da se to ve zaradi zgodovinskega spomina. Če je prej 50 let veljalo, da je bilo nekaj narobe, pa se potem, ne vem, po 50 letih, po 30 letih izkaže, da pa vendar le ni bilo tak, ali pa tak, kot je bilo takrat rečeno, mislim, da je to tudi treba povedati. Zato so take zgodbe izjemnega pomena. Da bo to danes, recimo, osvoboditev, samosvojitev Slovenije, to je tisočletna zgodba našega naroda slovenskega. In namesto, da bi bili ljudje presrečni, da bi bili narodno zavedni, da bi bili nekako pripadni, da je praznik države Slovenije. Veste, kaj je samostojni, ali stalno imaš neki klobuk na glavi. Mi smo imeli Avstro-Ogrsko, pa smo imeli te, pa one, pa Nemci na koncu, da si samostojni in ljudje še niso zadovoljni. In je praznik in v celih Brežicah visi zastava na naši hiši, na župnišču, nekaj, to je bomo bili zastavo treba. Ljudje, jaz ljudi sploh ne razumem, kaj bi radi ljudje. In Slovenci so vedno takšen narod. Zato so naši dedje vedno rekli, ja, mi smo se borili za Franca Jožefa. Dobro, mi imamo še zunaj na terasi kozarček, pa se lahko še tam razvije kakšna debata, pa tudi še kakšna beseda. Mi bomo pa sem, da je skromnim darilom se zahvalili obema. Tako pa gremo zdaj pač na teraso na kozarček, pa to pa imamo zdaj še.